V belgijskem mestu Mechelen so ob 100. obletnici Belgijskega odbora za šport gluhih oziroma BDC, ki se je sprva imenoval Športna zveza gluhih Belgije, pripravili razstavo, ki si jo je bilo možno ogledati od 15. oktobra do 2. novembra v nekdanji cerkvi Srca Jezusovega v Adegemštratu. Leta 1919 je Emile Cornet ustanovil prvo športno društvo gluhih v Ližu v Belgiji. Bil je tudi prvi predsednik društva. Organizirali so prva državna tekmovanja v športnih disciplinah, kot so nogomet, atletika, kros, kolesarjenje in streljanje. Ker je bilo na Zavodu za gluhe veliko zanimanja za šport, se je gluha skupnost množično udejstvovala različnih tekem. Bodisi je šlo za prijateljska, bodisi za uradna tekmovanja. Gluhi Francoz Eugène Robben Alquet je bil prvi predsednik olimpijskih iger gluhih, ki so se sprva imenovale Mednarodne tihe igre, kasneje pa Svetovne igre gluhih. Zdaj se imenujejo Olimpijske igre gluhih. Sanje mu je pomagal uresničiti mladi Belgijec Antoine Dresse, ki je kot tajnik in blagajnik služboval 43 let, torej do leta 1967, ko je končal mandat. Na tem prvem pomembnem tekmovanju v Parizu so sodelovali gluhi športniki iz 9 evropskih držav s 148 športniki v 7 športnih disciplinah. Antoine Dresse je za svojo domovino Belgijo sodeloval na 5 olimpijskih igrah gluhih od leta 1924 do 1939 in skupno osvojil 9 medalj. Po Cornetovi smrti leta 1930 je funkcijo predsednika Belgijskega odbora za šport gluhih prevzel 28-letni Antoine Dresse in na tem položaju ostal do leta 1980, torej kar 50 let. Kar 58 let pa je bil tudi v upravnem odboru nacionalne zveze.
Prva zbirka Zlate knjige je zapolnjena. Razstava ob 100. obletnici je bila postavljena v znameniti nekdanji cerkvi, kjer je v spomin na gluhe športnike tudi ogromno zgodovinskih spominkov, medalj, lovorik, zgodovinskih dokumentov in veliko drugega, kar jim je uspelo zbrati in dati javnosti na ogled. Obiskovalci so navdušeni, ganjeni in gluhe športnike močno spoštujejo. Ob otvoritvi muzeja je nastala tudi nova, druga zlata knjiga, v kateri so zapisi obiskovalcev o vtisih razstave. Skratka, s tem se zgodovina nadaljuje. Njihov trud in delo pa ostajata nepozabna.